Dogodek se bo vsak čas začel za menoj, morda ga celo že slišite. Govoril sem z nekaterimi preživelimi tukaj. To lokacijo so izbrali zelo premišljeno. Tukaj je bila bitka 7. oktobra tistega jutra. In zato so se tukaj, na tej lokaciji, večkrat odvijali protesti, tudi nocoj. Zdaj je jasno, da so ljudje, s katerimi sem se pogovarjal nocoj, še vedno zelo jezni. Med protestniki na tem dogodku je veliko zamer do vlade. Poslušajmo, kaj je imel eden od mošejev povedati nekoliko prej nocoj. Vsi čutimo, da vsak dan, ki mine, 7. oktober ostaja. Nič nas ne pomiri, vsak dan postaja celo bolj grozen. Tako kot pri vseh izjavah ministrov, izjavah predsednika vlade ali izjavi Smotriča, da so se po njegovi zaslugi ugrabljeni ljudje vrnili. In resnica je, da so se po njegovi zaslugi ugrabljeni ljudje vrnili v krsti. In podla izjava predsednika vlade, da je od 7. oktobra malo shujšal. Morda se primerja z Evjatarjem Davidot ali z Elijem Šarabijem ali z mojo hčerko in vnuki, ki so se vrnili kot vžigalice. Morda se je hotel z njimi poistovetiti, but it's simply disgusting. Veliko ljudi, s katerimi sem se danes zvečer pogovarjal, je imelo podobna čustva, ko so govorili. Zelo so kritični do odziva vlade in zelo jih skrbi dejstvo, da ima Hamas še vedno nadzor nad velikimi deli Gaze, le nekaj kilometrov od mesta, kjer stojimo in se pogovarjamo. Poslušajmo še enega izmed protestnikov nocoj, da slišimo, kaj je imel zapovedati. Te volitve so zelo ključne. Menimo, da če se ta vlada ne bo spremenila, nas je zelo strah za prihodnost te države. Želimo jo spremeniti, ker vidimo, kaj se zgodi, ko imamo tako desničarsko in versko vlado. In želimo vlado, ki spoštuje tudi Izraelce. Zdaj se seveda vsi zelo zavedajo dejstva, da so volitve predvidene za september ali oktober, odvisno od tega, kdaj bodo. In to se zdi, da je zelo v ozadju misli ljudi. Vredno je imeti v mislih, da ne vidijo vsi v Izraelu situacije enako kot ljudje tukaj nocoj. Vendar pa veliko ljudi polaga veliko upanja na te volitve, ko se približujejo, in na to, kaj bodo pomenile za prihodnost Izraela in prihodnost širšega Bližnjega vzhoda.